Ostajamo še v kmetijstvu z naslednjo debato, seveda kasneje bomo govorili tudi o gozdarstvu, pa o energetski oskrbi in samooskrbi, tudi zelo zanimivim primerom, tako da vas vabimo, da ostanete z nami. Tehnologija se ne dotika le polj in pridelave, temveč seveda oblikuje tudi upravljanje živine in gozdnih virov. Avtomatizirani molzni sistemi, pametni ovratniki za spremljanje zdravja živali, digitalni monitoring škodljivcev v gozdovih ter napredna kartografija omogoča bolj učinkovito delo, večjo varnost in trajnostno rabo naravnih virov. K sebi vabim Nejca Višnarja, doktorja veterinarske medicine, rejca sanjskih koz in nekdanjega profesionalnega športnika. Svoje strokovno znanje z področja veterine povezuje s praktičnimi izkušnjami reje drobnice, pri čemer poseben poudarek namenja dobrobiti živali, preventivi bolezni in sodobnim pristopom k upravljanju čred. Njegovo ozadje v vrhunskem športu mu daje izrazit čut za sistematičnost, dolgoročno načrtovanje in delo na osnovi merljivih podatkov, kar uspešno prenaša tudi v kmetijsko prakso. V svojem delu zagovarja premišljeno uporabo tehnologije in znanja kot ključ do bolj zdrave živine, večje odpornosti rejskih sistemov ter večje varnosti pred nalezljivimi boleznimi. Dobrodošli. Z nami pa bo tudi Boštjan Kosec, ekološki kmet mlajše generacije, ki gradi na pašništvu in rabi travinja. Že 15 let svoje ekološke kmetije meso prodajajo neposredno kupcem, zato zagovarja ali kljub temu pravzaprav pa zagovarja zmernost pri uživanju mesa in nasprotuje reji, ki temelji na žitih. Zakaj, bo seveda povedal kasneje. Tehnologijo vidi kot koristno orodje, a ostaja kritičen do digitalizacije, kadar ta ne izboljšuje položaja kmeta. Tudi tukaj ima zanimiv pogled in bo povedal, zakaj. Dobrodošla, gosta. Izvolite, evo, vsak svoj mikrofon. Začnimo pri Nejcu. Nejc, kako se po vaših izkušnjah spreminja upravljanje živine z uporabo digitalnih orodij in sistematičnega spremljanja podatkov? Po mojem mnenju je pač, če je to orodje, da je res orodje, da ga znamo uporabljati, da ga izkoriščamo dnevno, je lahko zelo velik plus za vsakodnevno kmetovanje. Včasih kakšna orodja postanejo tudi ovira in jih delamo sami sebi v namen, tako da takrat je pač še ena dodatna funkcija, še ena skrb, ki jo imamo več na glavi. Je pa absolutno, da obvladovanje, sploh pri večji količini živali, na primer, vseh podatkov dnevno, tako da si lahko vedno korak pred težavami, ki se pojavljajo, je absolutno velika prednost. In tukaj se v bistvu vsak let zdaj srečujemo z več opcijami oziroma bolj kakovostnimi podatki, s katerimi pol lahko naprej delamo. No, kateri kazalniki, recimo, če gledamo zdravstvene, reprodukcijske, tudi vedenjske, ne vem, so pri drobnici v praksi najpomembnejši za vas za pravočasno ukrepanje? Ja, pri drobnici rečemo podatki, ki se jih da dobiti iz modernih molzišč, na primer. Individualna mlečnost po živali, če kaj pade, če govoriva o preventivni, zdravstveni, se to lahko vidi na nivoju posameznih živali ali pa tudi črede, da do teh stvari prihaja. Drugače pa bolj, ko smo v bistvu več korakov, ki jih lahko 100% nadziramo znotraj procesa, ali jih to z sodobno tehnologijo ali pa po peš, ampak pri večji kot je sistem, težje je to peš nadzirati. Vedno smo lahko v bistvu korak pred težavami in to je ključno za uspešno rejo, tako drobnice kot drugih vrst. Super, tudi o boleznih bomo govorili v nadaljevanju. Morda čisto na kratko, ali slovenski kmetje že dovolj izkoriščajo te možnosti pametnega upravljanja in podatkov, ki so na voljo? To prihaja počasi, mi smo vedno capljamo nekako zadaj, zelo je individualno odvisno od kmetije do kmetije. Če govorim za drobnico, smo sploh še korak za, rečemo, mlečno, govejo proizvodnjo in tako. Je pa tehnologija tudi na voljo. Mogoče je relativno težje dostopna, zato ker so manjše reje, tudi nekatere zelo male čist profesionalnih rej, ki lahko od tega absolutno živijo, teh ni veliko. Tako da na tem
se gradi, ampak postopoma pa individualno. No. Ni, da bi neka velika gonilna sila to na veliko spodbujala, vsaj ni tega občutiti. So pa posamezniki, ki to prepoznajo in vejo pač večje, ko so črede, da brez uporabe tehnologije, ki pa je zdaj na voljo, brez tega pač je življenje težje. Super, zanimivo. Boštjan, rekli smo, evo, predstavnik mlajše generacije kmetov, čeprav že tudi še ena generacija prihaja, ne? To vidimo, da že odrašča, ampak ja, zakaj je pašnik, recimo, po vašem mnenju še vedno temelj dobrega upravljanja živine? Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Smo reči, da sem imel srečo, da sem se recimo še kot otrok se spomnim, ko smo še doma skupaj starši na kmetiji, vsako smo mlad dali krave na pašo, pa ko so lepo skakale, pa smo pol jih tam prvi 2 dni pazili, da niso pač pobegnile, pa smo tam v travi ležali, pa jih gledali in mi nekako to recimo k srcu priraslo. Mogoče tudi malo nostalgično. In potem, ko sem pol v času študija, sem pa dejansko prišel, mi je prišla v roka knjige od doktorja Vidriha, Pašnik, najboljša za ljudi in za živali. In tista je pa res Biblija, no? Ogromno uporabnih stvari. In iz tega je zanimivo, sem pa bil prav presenečen in vesel, da sem doktor Miheliča danes tu videl in lahko poslušal, ker iz tega je pa pol prišla tisto zavedanje dejansko o neki moči narave, ne? In tudi, bom rekel, o humusu, ne? Ker doktor Vidrih je imel, mislim, na Vremščici je imel neke poskuse, tam na skalnatih tleh, na golih tleh, in kjer je bilo grmovje, ko so tam bile živali, ko so bili tam iztrebki, se je dejansko to pač zmešalo in so tam detelje posejali in so dejansko zatravili oziroma oživeli neke golo zemljo, ne? In dejansko res to bistvo, to življenje ali pa kapital, ki ga imamo v zemlji, ne, in tudi regenerativno kmetijstvo, ne, kot ga recimo zdaj imenujemo, ne, jaz sem se bolj sicer ukvarjal s tem na Travinju, ne, ampak bistvo je pa na koncu koncev, ali pa sama ideja je pa enaka, ne. Mi želimo dejansko, da imamo tla čim bolj spužvasta, ne, da imamo čim več humusa, da imamo čim bolj vlažna, ne, in da imamo čim več dobrih mikroorganizmov, ne. Ker potem prijemo tudi do tega, ker ti mikroorganizmi ali proizvajajo ali pa dejansko koristijo zaloge iz tleh, ne. In potem tudi zmanjšamo porabo teh, bom rekel, infuzij, ne, instant umetnih gnojil, ne, lahko topnih, ne, in tudi s tem stroške, ne. Zdaj, kako pridemo do tega, ne, je pa pol čisto drugače, ali smo na pašniku, ali smo na njivi, ali smo na težki ilovnati zemlji, ali smo na pesku, ne. Ampak je pa tu ogromen kapital, ki pa še posebej, tukaj sem tudi jaz, recimo v hribovitem delu doma, ne, pač imaš površine, ki jih res ne moreš spremeniti v njivo, ne, in tam moraš imeti travo, ne. In pol dejansko glediš pa temu, da pač tam, kjer je trava, narediš maksimum na Travinju, kjer pa pač imaš lahko njivo, imaš pa njivo, ne. Super. To je začetek, ne, pa potem v neki fazi sledi meso, do katerega prihajamo zdaj, ne, 15 let že prodajate meso neposredno kupcem. Zanima me, kaj je ta stik s potrošniki recimo spremenil vaš pogled od tega, ker nenazadnje je zanimivo to, da večkrat poudarjate, da pojemo preveč mesa, čeprav ga seveda prodajate, in zakaj je to ključno vprašanje tudi za prihodnost kmetijstva? Zdaj, zanimivo je, pa bom se spet na doktor Miheliča navezal, ne, ko je lepo rekel, ja, nimamo več, dejansko mi ne moramo priti do novih hektarov, ali pa smo tu zelo omejeni, ne. Po drugi strani imamo, ok, narašča prebivalstvo, ne, hrane bo potrebne vedno več, ne. Ampak zdaj predvsem in potem pa pridemo, jaz pa pol gledam to vedno dvoplastno, ne. Vedno se pogovarjamo o tehnoloških možnostih, ali pa to, kaj dejansko tehnologija omogoča, ne, in pa na drugi strani, kje so pa, bom rekel, kakšen vpliv pa imamo mi na svoj odnos, na svoje obnašanje in naše vedenje. Jaz kot sam ali pa naš kot neka skupina, ne. In ta dva dejavnika sta ključna, ne. Mi tudi z vrhunsko tehnologijo, ne, bi lahko kmetu vrhunski program pripeljaš, ne, ampak če ga on ne bo v njega verjel, se ga ne bo naučil uporabljati, to ne pomaga, ne. In ko pa gremo nazaj, da recimo do mesa, ne, je pa to, ne,
ko se pogovarjamo, da moramo pridelati več hrane, ne, pa si jaz upam dati eno dosti predrzno trditev, ne, jaz mislim, jaz sem prepričan, da trenutno na Zemlji pridelamo dovolj energije za vse prebivalce. Ne? Dovolj koruze, pšenice, riža, ne? Da bi rekel, da če rečemo, toliko kalorij rabi poprečen človek, krat toliko prebivalstva, imamo dovolj, pa še verjetno kakih 10 ali 20% imamo viška. Ne? Zdaj vprašanje, kako pa to porabimo. Ne? In ko gledamo tu, fajn je, da pač ko greš kosilo, da poješ tistih 5 ali pa 10 dek mesa, ali pa da je dobra omaka, pa je to. Zdaj, če pa moraš glih pol kile zrezka pojesti, zato da tisti dan preživiš, verjetno ni potrebne. In tu je pol, pa ne moreš reči, kaj je zdaj pravi odgovor, ampak tu je nekaj manevrskega prostora. Imamo nekaj manevrskega prostora v tehnologiji, imamo v genetiki, imamo v zemlji, ampak imamo pa tudi še nekaj manevrskega prostora v našem vedenju in v naših navadah. Super. Čisto na kratko, bi torej slovensko in evropsko kmetijstvo preživela, če bi vsi jedli manj mesa? Dobro, tu zdaj bilo bi drugače. Je pa ta kruta realnost, ki pa presega današnjo debato, da dejansko Evropa ni več globalni faktor. Mislim, glede na ostale celine, glede na ostalo prebivalstvo, smo mi dejansko tu, nimamo več večinskega vpliva. Recimo pred verjetno kakimi 50 ali pa 100 leti ga je Evropa imela, skupaj z Ameriko sigurno, danes ga več nima. In pa če grem spet primerjam, grem dejansko na res, za mene je to, jaz to vidim kot črno-belo. To na eni strani tehnološki napredek in na drugi strani to človeško psihologijo ali pa obnašanje. In podobno, recimo ali pa sporednico, da mogoče lažje, vidim tudi v električnih avtomobilih. Wow, bomo bolj zelene, bomo zmanjšali okoljski vtis, bomo delali električne avtomobile. Odlična ideja. Podobna zgodba so bioplinarne Sloveniji. Odlična ideja, ki je v praksi katastrofalna. Ampak električni avtomobili, super ideja pa vse, ampak kaj je pa zdaj efekt? Da največ električnih avtomobilov se naredi pa proda za 500 konji, ki imajo 3 tone. A je zdaj to okoljski napredek? Okoljski napredek, mislim, generalno za planet bi bilo, če imeli mi avto z 600 kilami, pač mala baterija, malo plastike, malo železa, malo stroškov za proizvodnjo, malo izpustov pri proizvodnji, to je bilo res zeleno. Zdaj pa, da pač smo pa dali na trg tehnologijo, ki je dražja, pol je bilo tudi in trend, pol so začeli to uporabljati ljudje, ali pa so začeli kupovati ljudje, ki imajo denar, ampak ljudje, ki imajo denar, so hteli imeti mamljivo, preveč mamljivo in preveč enostavno. Za mene je čisti, bomo rekel, taki, ne bi rekel konflikt, ampak res ta, med dejansko psihologijo posameznika ali pa skupine, pa tehnologijo. Ko smo že pri dobrobiti, očitno zadovoljstvo ljudi, kako v praksi povezujete dobrobit živali z dolgoročno produktivnostjo in tudi ekonomsko vzdržnostjo reje? Ja, te dva pojma sta en z drugim zelo povezana. Se pravi, samo živali, ki so v primernem okolju, dobrega počutja, dobrega zdravja, so lahko visoko produktivne. Druge poti ni. Tako da iz tega naslova je pa včasih ta dobrobit skozi oči ljudi narobe interpretirana, jo je treba gledati skozi potrebe živali in jo ne počlovečiti preveč, ker včasih potem zabredemo v situacijo, ki dejansko si delamo škodo na živali, pa nima nekega dodatnega mogoče vpliva. Je pa res, da pač ponekod je treba kakšen kompromis tudi skleniti, zato da lahko okolje moramo pač imeti kontrolirano, kar pa ni vedno čist 100% usklajen z absolutno dobrobitjo v določenih pogledih. Naprimer, prostor je ena taka stvar, reja v modernih, urejenih hlevih, v primerjavi z, da so živali celo leto nekje zunaj na paši. Absolutno bi bilo mogoče boljše. So pa trenutki situacije, kjer sodobni tehnološki objekti lahko nudijo celo boljši prostor, kot je, žgoče sonce ali pa minus
25, čeprav se to pri nas več ne dogaja zunaj, ne, tudi odvisno od živalske vrste. Se pravi, tukaj je vse odvisno od živali, s katero se ukvarjamo, zato žival mora biti absolutno poskrbljen, da so njene osnovne potrebe čim bolj pokrite, in obenem, da lahko se gremo dejavnost ekonomično, da lahko razvijamo kmetijo, dejavnost in da smo pač konkurenčni na trgu, ki ste ga že prej omenjali, ki je pa skupen evropski. In tukaj Slovenija je pač nišen igralec in mislim, da dolgoročno lahko samo nišno obstane oziroma zmaga, ne moramo pa konkurirati planjavam pa taki površinam, ki so druge. Tako da z tega naslova v okolju, ki ga imamo, moramo za naš način reje prilagoditi temu, da je lahko učinkovit in pa seveda, če je učinkovit, pomeni, da je tudi za živali prijazen. Je pri teh kompromisih kakšna meja, ki je ne gre nikoli prestopiti, recimo, ko rečete? Ja, lejte, to takrat, ko vidiš, da pač za živali ni poskrbljena, da so, in to daljše obdobje, so krajše obdobje, ko neka reja zaradi nekih tehničnih razlogov mogoče malo slabše funkcionira, pa se potem stvar popravi. Drugače so pa, ne vem, če se ne skrbi v hlevski reji za redno obrazovanje parkljev pri živalih, da hodijo v nemogočih obutvi na nek način, take stvari, ki dnevno lahko trpljenje povzročajo, pa razne, ne vem, vode, da ni na voljo, zraka, da ni na voljo. Mi imamo znotraj sistema reje lahko zgledne primere, pa tudi take, ki niso. In ne pomeni, da je vsaka hlevska reja zato slaba, ampak če pa ni prav izpeljana, če ni prav narejena, je lahko slaba za živali. Sam tam tudi rezultatov ne bo. Tako da mislim, da vsak rejec, ki je ekonomsko odvisen od svojega tega, je ta prag, ta meja zelo jasna mu konec meseca, ko potegne črto, če se to seveda vsaj na letni bilanci bolj poznajo. Super. Še moramo malo o tehnologiji. Seveda, Boštjan, tehnologije ne zavračate, ampak ste pa kritični do uvajanja digitalizacije. Pa me zanima, zakaj in kje je ta meja med koristjo in pretiravanjem? Ne, mislim, kritičen predvsem do, bom rekel, ekonomskega učinka, oziroma kdo pobere smetano. Tehnologija je odlična in dobrodošla. Recimo pred leti, ko smo dejansko pašnike sodobne delali, pa to pa z sodobnimi pašnimi pastirji, pa pol imaš daljinca za pastirja. Moj foter se je vedno bal pastirja, ko vrag križa, pa jaz to nem. Pol pa smo dali še močnejšega pastirja, pa si mu dal v roke napravo, se rekel, vi zdaj pa lahko nasloniš, pa zmeriš, če je vklopljen, ni sklopljen in ga lahko izklopiš, popraviš, pa nazaj vklopiš. Pa je to že 20 let stara zadeva, ampak odlične stvari in tudi na koncu koncev zdaj droni, GPS, sekcijsko gnojenje, super stvari. Ampak sem pa glih včeraj, ko sem se tudi razmišljal o tem, sem pa prebral članek, inštalater za uro dela za računom 144 €. XY časopis. Pa pol se z enim kolegom srečamo, sem rekel, no, Jure, koliko bi pa ti na koncu leta zaslužil, pa ti bi ostalo, če bi ti v soboto vsako uro zaračunal 144 € na uro, pa nedeljo. Nič. In tu prijem jaz pol do tega, tehnologije pa te so super, ampak mi smo, ali pa naša kmetija, pa jaz osebno, mi smo na polovici ali pa 3/4 izven sistema. Smo ekološki, bom rekel, ogromno rešujemo površin z pašo, imamo razmeroma malo strojnih ur, nismo odvisni od mehanizacije, ne rabimo ali pa rabimo zelo malo zunanjih gnojil, ne rabimo zunanjih škropiv, semena nekaj svojih, nekaj nabavljamo in pa direktno tržimo strankam. Tako da nas recimo zdaj te inflacije, pretresi, krize nas zamajajo, ampak nas ne morijo. Medtem ko nekega konvencionalnega kmeta ali pa intenzivnega, recimo, ko ima mlečno proizvodnjo ali pa intenzivno, recimo, poljedelstvo, je pa zelo odvisen dansko od stroškov goriva, semena, pesticidov in je dansko v primežu. In smo se tudi, bom rekel zdaj, v Ameriki še to bolj očitno kot pri nas, in tam se
pač ljudje na vodstvenih položajih, ne, v teh večjih firmah pa v koncernih, ne, oni točno naročijo svojim strokovnjakom, ne. No, zdaj pa mi izračunajte, kje pa je meja rentabilnosti za hektar koruze v Sloveniji ali pa recimo pustimo v jugovzhodni Evropi, ne, aha, tu, koliko so stroški goriva, stroje, aha, koliko stane, ja, zdaj pa stane 500 evrov po hektarju, aha, te lahko mi za vrhunsko seme zaračunamo 350, ne. Pa to ni daleč od resnice, ne, ker se to tudi v drugih panogah tako dela, ne. In podobno je pol, aha, ne, imamo pa zdaj kombajn, pa bomo dali gor pametno tehnologijo, pa z droni, pa bo, ne vem, za 800 evrov več pridelka, aha, koliko zdaj lahko mi zaračunamo za to tehnologijo, ja, 650 evrov. Po hektarju bomo mi vzeli, čeprav imamo proizvodne stroške 250, ne, ampak trg prinese 650, 650 izdela korporacija, 150 pustimo kmetu, ne. In tu sem pol jaz, ne, in tu sem pol v tej, bom rekel, ne, ko ti sicer nekaj investiraš, daš denar za nekaj, ne, pobereš drobtinice, nekdo drug pa smetano, ne. In tu je bolj, ne v tehnologiji, ne da so to slabe stvari, da niso smiselne, ne, ampak so pa ta razmerja, ne. In pa prijemo spet tu do naše nepovezanosti, ne, ko se spet vsak za sebe pogaja, ne, ko imamo neizkoriščene stroje, ne, in tu gubimo, ne, tu zelo gubimo. In pol se pač vsaki za sebe bori, no, in tu še imamo kar dosti manevrskega prostora, no, tako da ne da sem proti, ne, pa pol je tudi, kaj pa smo spet na drugi, ne, zelo enostavno je reči za velike reje, ne, se mi pogovarjamo o, pač rečem, ne, taj sem malo bolj doma recimo pri kravah molznic ali pa tudi pri drobnici, ne, če imamo mi čredo 1000 ovc ali pa koz molznih, ne, tam prenese marsikero investicijo, marsikeri strošek, tudi v software, v programe pa vse, ne. Ko imaš ti pa manjše kmetije, ne, pol pa na koncu koncev je pa strošek isti, ne, za uvedbo nekega sistema, ne. Ne, in pol to veliki sistemi, ne, veliki kombinati ali pa, ne, to prenesejo, ne, a pa za njih je to drobiž, za njih je to super kalkulacija, ne, ko pa pol mi z isto ceno gremo na manjše kmetije, tam pa je pol nulo ali pa tu, ne. In pol je pa vprašanje, kaj narediti, no. Hvala. Vidim, da prikimavate, ne, se strinjate. Jaz se strinjam, da pač ni vsaka stvar za posota, ne, treba je svoj model, kar če imaš manjšo količino živali in jo lahko obvladuješ z očesom in papirjem, ne, je to super. Pri večjih količinah je to pač neobvladljivo, rata kaos in to ga je treba pač nekako loviti. Se pa absolutno strinjam, da so ene stvari čist predrage, ne, sploh gre ves svet v trend naročnin za stvari, ne, da bi kupil izdelek pa ga potem uporabljal, ampak bi te molzeli naprej bolj kot živali, ki jih ti lahko, ne. Tako da, ja, pač tukaj je za odtehtati, kaj dejansko ti nekaj prinese dolgoročno in kje je samo sebi namen. Ker ste veterinar, vprašanje, kako pomembno vlogo ima recimo usposobljenost rejca pri prepoznavanju nekih zgodnjih znakov stresa, bolezni pri živali? Absolutno prvo, ne. Rejc je tisti, ki je žival. Mislim, veterinarji v Sloveniji sploh pridejo na poziv, ne. Ni tega trenda, da bi imeli veliko, oziroma ni zelo razširjen čredno varstvo v pravem pomenu, da bi veterinar hodil enkrat na mesec na preventivno ogled črede, predpisal, v bistvu stanje zabeležil in naredil nek program, po katerem bi lahko reševal probleme preventivno vnaprej. Pri nas se pač veterinarja pokliče, ne, in potem čakamo, kdaj bo uspel priti, da zadevo pogasi, kar iz vidika dobrobiti spet živali pa vsega tega ni dobro. Je pa rejc oziroma lastnik živali tisti, ki zadevo opazi, ki jo mora opaziti in bolj, ko je usposobljen, bolj, ko ima občutek za to, bolj, ko ve, kdaj pa koliko časa mora nameniti temu, ne, da lahko zadeve prepozna, prej lahko ukrepa. Je pa seveda pol na stvari v sodelovanju z veterinarjem, da se naredi nek ocena, program, da se te stvari ne ponavljajo v neki čredi, če je to sistemski problem, ne. Tukaj pač možnosti je velika, ne, kako zadevo preventivno peljati, žal se pa večinoma rešujejo stvari bolj na ravni intervencijskih obiskov. Katere presnovne bolezni danes predstavljajo največje tveganje, recimo pri reji drobnice v Sloveniji ali pa mogoče širše v Evropi? Ja, pri drobnici presnovna taka bolezen
je gravidnostna toksimija. To gre za podobno obliko, kot je ketoza pri govedu, a ne. Pojavlja se pa, z razliko od goveda, se pri drobnici pojavlja tam 14 dni pred porodom. Gre čist za v bistvu metabolno bolezen, presnovno, ki smo jo zagrešili sami rejci, a ne. Večinoma z predobrim krmljenjem v obdobju pozne brejosti. Pri kozah, na primer, so značilne, ne vem, dvojčki, trojčki. Te živali, ki v zadnji tretjini brejosti začnejo intenzivno rast, porabijo ogromne energije. In če je žival prej tudi bila prekomerno zamaščena, mobilizirajo z rastjo toliko v bistvu maščob v obliki ketonskih teles, da pride do težav z jetri, do zamaščenosti in potem s ketonskimi telesi v bistvu do neke vrste v določenih oblikah praktično možganske kome, ne, na ta način. Tako da to se pojavlja, ampak vse stvari so v bistvu naše tehnološke napake, ne. Nepoznavanje tega ali pa kdaj ti kaj uide na ta način, tako da se z znanjem, ki ga rejc mora imeti, a ne, lahko te stvari v večini prepreči. Tako da praktično reje, katerih rejc pozna tehnologijo, je pripravljen na določene bolezni ali to, kar pride, če te korake obvladuje, praktično veterinar nima tam kaj delati, ne. Bi pa morali biti recimo veterinarji bolj vključeni v strateško načrtovanje razvoja rej, ne le potem kasneje zdravljenje? Ja, če se zgledujemo mogoče po kakšnih dobrih praksah v tujini, absolutno. Mislim, tudi en sam kot rejc imaš en pogled na stvar, ne. Ne moreš imeti znanja, kakor ga zahteva en tak poklic, vsega, ne. In ni samo veterinar, je mogoče tudi kakšen ekonomist bi mogel kdaj se zraven usesti, a ne, pa kakšen drug strokovnjak, pa kakšno delovno tako skupino lokalno imeti, da bi se malo znanje pa to izmenjaval in bi bi večina iz tega imela veliko več, a ne. Kar se veterine tiče, tega zdravja v čredi tiče, absolutno je veterinar tisti, ki ima svoj spekter znanja in morata z rejcem skupaj načrtovati stvar vnaprej, a ne. Tako da tega je pač v Sloveniji relativno malo zaenkrat, no. Bi bilo bistveno večjo korist bi imeli, če bi se tega bolj posluževali. Super. Hvala. Boštjan, zavračate rejo, ki temelji na žitih, pravite, da ta konkurira pridelavi hrane za ljudi, ki je po vašem mnenju danes delamo to ključno sistemsko napako? Ne bi rekel, da malo Umilimo. Ne, provokativno je v redu, da dobiš pozornost, ne, zavračam, ampak ni bolj v tem. Bolj je v tem, koliko je dejansko smiselnost ali pa dejansko koliko je potrebna, ne. Še posebej, bom rekel, ne, ampak gremo spet na neke strateške teme, ne. V Sloveniji mi imamo razmeroma malo res vrhunskih polj pa površin, ne. In bom rekel, vsej tej ali pa na travnatem svetu dejansko lahko predelamo dosti kvalitetne beljakovine, ne, od mleka in mesa, ne, z prežvekovalci, pa tudi s kakimi drugimi živalmi, ne, in bi dejansko lahko polja uporabili za kaj drugega, ne, ali za zelenjavo ali pa res neko drugo hrano, ne. Tako da je pa tako, je pa po drugi strani tudi potrebno, ne, bo mogoče tudi lahko tudi kolega rekel, ne, da tudi določen del žit pa mora biti, ne. Mora biti tudi zaradi obroka, tudi zaradi hranil, ne, tudi zaradi energije, ne, je dejansko težko z travo vso preneseš, ne, tako da, ampak spet to mora biti neka pametna meja, ne. Na koncu je pa tako, ne, prideš pa do, zdaj, za nas, ne, jaz sebe smatram kot recimo, sem glih na sredini, ne, nisem čisti hribovski kmet, pa nisem dejansko ravninc, no. Razumem ene pa druge, pa imam polja pa površine tu pa tam, pa točno vidim razliko, ne. Ne, je pa, ni pa enostavno, ko dejansko, bom rekel, nehče v hribovitem svetu dejansko na travinju, ne, dejansko pridela tisto kilo mesa ali pa liter mleka, se dejansko zelo namantra, ne. Dejansko nehče v dolini ima
recimo polovico lažjo delo, ne, čeprav se ne bo strinjal, ne, ta človeška lastnost, ne, da vsaki, ne, vsi jamramo, kako je slabo, ne, ampak zanimivo je, ko pogledaš bolj sebe. Ne, in pač tudi z tega vidika smo mi pred leti, tam 2018-2019 začeli ta projekt Seneno mleko in meso, ne, glih s tem namenom, da bi dejansko tudi kmetijam, ljudem, ne, ki dejansko bolj kot ne funkcionira na travinju v nekem hribovitem svetu, ne, ki ima tudi na koncu koncev so to drugačni, ne vem, zdaj se spustil debato, koliko so boljši ali pa niso, ampak so drugačni proizvodi, ne, da dejansko dobijo neko premijo za te njihove izdelke, ne, in da se, bom rekel, vsaj delno ta dodatni trud, ne, ali pa energijo, ki jo morajo vložiti v to povrne, ne, in tudi pri teh schemah tam je omejitev, koliko je dejansko dovoljeno, bom rekel, žit ali pa močnih krmil uporabljati, ne. Glih s tem namenom, ne, da še vseeno ostanemo na tej ideji, da je tista osnova, ali pa tistega, kaj največ v Sloveniji imamo v kmetijstvu, ne, je skoraj sigurno dejansko travinja, trave ali pa sena, ne. Super, hvala. Še kakšna misel za konec, Nejc, k temu? Jaz se v osnovi strinjam z vsem tem. Problem je pač, da kar se porabe žit, na primer, tiče te proizvodnje, da mi enostavno ne moremo konkurirati s količinami, če ne uporabljamo žit v tem, ker smo vsi v istem bazenu, v istem trgu, ne. In dejansko proizvodnja mleka lahko pade na 1/3 tistega, kar lahko dosežeš z uravnoteženim obrokom, ki vključuje žita. Tako da, vkolikor nekoč mogoče bo trg to prepoznal in bo za tako stvar pripravljen pač nameniti ta denar, potem lahko absolutno ni lepšega, kot da ne rabiš, da si odvisen samo od svojih travnih površin in lahko od tega kmetuješ. Samo žal, sploh v hribih, ne, nimamo te možnosti, je nimamo. Tu bi, bom rekel, vsi, ne, tudi mi uporabljamo, ne, ti imaš nek osnovni obrok, imaš dejansko, bom rekel, stravinja in potem moraš dati dodatke. Ne, se tudi, če imaš visoko produktivne krave ali pa ovce, ne, če jim ne daš dodatkov, jih dejansko shiraš. Ne govori več o dobrobiti, ne. Ampak po drugi strani, če pa gledamo kmetije, ki pa dejansko, bom rekel, ne, pa spet ne, da imam pač moj pogled, ki pa bazira recimo na koruzni silaži, ne, dejansko, ko bom rekel, vso voluminozno krmo pripeljejo s koruzno silažo, ne, in potem še dajo žita zraven, ne, tam smo pa, je pa čisto druga zgodba, ne. Ker pri travnih površinah moraš biti ti ekspert, da narediš tako voluminozno krmo, ki lahko pokriva 16, 17, 18% beljakovin, da lahko ti te proizvodne z zelo malo žiti zraven peleš, ne. Zato je pač, in to tudi, kot sem prej slišal v prejšnji pogovoru, to traja leta, ne. Leta zavestnega v bistvu česanja in gladenja travnikov in vsega, ne, kar je zraven, tako da to mogoče v sosednji Avstriji so tukaj 15 let pred nami, tam vidiš, kako lahko v na videz istih pogojih, strmih takih, imajo travnike praktično, ki jih mi v ravnini nimamo, a ne. Z vsem tem vloženim skrbnostjo pa znanjem v travne površine, kjer se vse začne, a ne. Vse to naprej, v bistvu, mi smo že, v samo mleko predelamo kot produkt, glaven proizvod, v bistvu eden od področij, ki mora biti zelo v tistem obdobju posvečen fokus pridelovalca, v bistvu, oziroma rejca živali, tudi seveda so travne površine, ne. Brez tega nimaš pol kaj delati čez cel let. Super, hvala obema. Nejc Višnar, Boštjan Kosec, hvala za te zanimive misli, dragocene vpoglede. Tako da hvala za debato, ki jo lahko še potem nadaljujemo.